Če imaš top ponudbo, pa ni prodaja čisto takšna, kot si želiš, potem je ta epizoda točno zate. V njej ti namreč pogledava 5 korakov oziroma 5 točk, ki so ključne pri dobri prodaji. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj, še preden greva na teh 5 točk, potem bi te najprej še rada povabila oziroma te spomnila, da v bistvu, če še nimaš rezervirane brezplačne vstopnice, 16. septembra začnemo z novimi treningi Zemljevid do legendarne prodaje, kjer ti torej razkrijem zemljevid, kako priti do legendarne prodaje. Če te zanima več oziroma če še nimaš rezervirane brezplačne vstopnice, pa greš lahko na mojo spletno stran mod.si/zemljevid ali pa klikneš link, bom spodaj nekje pod tem videom tudi pustila. Tako da vabljen oziroma vabljena. Zdaj pa gremo torej pogledati, zakaj ni strank, tudi če imaš to top ponudbo. Najprej, mogoče bo marsikdo rekel, ampak jaz imam top ponudbo, to ni nič drugega, ne? Nekaj mi pri marketingu ali pa nekaj mi manjka pri prodaji in tako naprej. Ampak jaz bi se pa vseeno rada ustavila, da pogledamo, ali je tvoja ponudba res top. Kaj to pomeni? Ne v tvojih očeh, ampak v očeh tvoje idealne stranke. In tukaj te samo povabim, da se mogoče odpreš, da spustiš vse, koliko časa je bilo vloženo v njo, da ne želiš slišati nič slabega o njej in tako naprej, da samo spustiš vsa čustva in mogoče se odpreš za kakšno novo informacijo, da jo še dodatno izpiliš, da bo v bistvu za tvoje idealne stranke še bolj privlačna. In to je, da se v bistvu vprašaš, ali je ta ponudba res top v očeh tvojih strank. Včasih vidim, da marsikdo lahko reče, ja, Maja, ampak moja ponudba je res top, ampak ali pa je ful kvalitetna, ker ima, ne vem, zelo kvalitetne videe in tako naprej, ampak v očeh stranke mogoče to ne bo imelo neke vrednosti, ker si pač želi samo, da dobi rešitev, ki jo išče in je vseeno, ali je mogoče video zdaj v, ne vem, studio posnet ali pa preko Zooma, samo da pride do teh informacij. Tako da tukaj bi res bilo fajn, da se postaviš v čevlje svoje idealne stranke in poskušaš v bistvu ugotoviti oziroma videti, ali je top ponudba tudi to v njenih očeh. In drugo vprašanje, ki je tukaj fajn, da si ga zastaviš, je, če je to res rešitev, ki si jo želi implementirati. Če je to res prava, idealna rešitev za to idealno stranko. In pa še zelo pomembno vprašanje, ali je za to rešitev tudi pripravljena plačati. Če je tvoja ponudba trenutno zastavljena kot nekaj, kar je pač fajn imeti. Recimo, da ponujaš masaže. To je pač fajn imeti. Potem seveda prodaja ne bo takšna, kot če ti pozicioniraš in prilagodiš ponudbo takšno, da je v bistvu must have. Se pravi, da si imamo v mislih idealna stranka, da to mora imeti, da brez tega ne moreš živeti. In to ne govorim, da jo zmanipuliraš ali pa da jo okoli preneseš ali kaj drugega, ampak je pomembno, da veš, komu služiš, kdo je tvoja idealna stranka in zanjo pripraviš takšno ponudbo, da se ji enostavno ne bo mogla upreti. Okay? In zdaj, ko imamo torej nekako pokrito, da je res naša ponudba top oziroma vrhunska, to seveda je nekaj običajno v poslu, kar raste, kar se razvija, kar lahko še vedno izboljšamo in ti vedno priporočam, da se mogoče vrneš nazaj, še kaj izboljšaš, če dobiš kakšen feedback od svojih strank, da to upoštevaš, da jo izboljšuješ in tako naprej. Drugo vprašanje je, ok, ponudbo imamo, a imam zdaj dovolj leadov oziroma dovolj potencialnih strank? Ali pridem pred oči dovolj velikega števila oči novih potencialnih strank? Zdaj, tudi če imaš najboljšo ponudbo, pa če nihče ne pozna te tvoje ponudbe ali pa ne ve, da sploh obstaja, potem bo težko to ponudbo tudi prodati oziroma je tudi ne bodo mogli kupiti, če je ne poznajo. Zato je res zelo pomembno, da se vprašamo, ok, kje torej so moje idealne stranke, kako lahko dosežem več teh idealnih strank. To pomeni, da imaš večji doseg na družabnih omrežjih. To pomeni, da imaš večjo obiskanost spletne strani. To pomeni, da imaš postavljene sisteme oziroma lijake, ki pritegnejo idealne stranke in jih obdržijo oziroma ogrevajo vse do nakupa in naslednjih nakupov. Se pravi, da se mogoče pojaviš v medijih, da imaš mogoče kakšen svoj šov, kot je podcast, blog, karkoli takšnega, da v bistvu prideš pred novo občinstvo, da mogoče organiziraš kakšne dogodke, da pritegneš novo občinstvo, ki še te ne pozna. Torej, ker če nimamo leadov oziroma novih potencialnih strank, če ne pridemo pred njihove oči, potem seveda bodo težko poznali sploh našo ponudbo.
Ne? In ko pridemo enkrat torej imamo ponudbo, imamo dovolj potencialnih strank, pridemo pred dovolj oči, če temu tako rečemo, kaj je naslednji korak, da imamo dovolj dobro konverzijo. Torej, da te nove lide oziroma obiskovalce tudi pretvorimo v stranke. Ali po domače povedano, torej ne samo, da gremo to, da bomo, ne vem, recimo na družabnih omrežjih je to ful popularno, ne? Da imamo čim več sledilcev, pa potem nihče od teh sledilcev ne kupuje, nima najboljšega smisla. Ne? Se pravi, naš namen je, da imamo torej dobro konverzijo naše ponudbe, oziroma recimo, če nek nov obiskovalec prvič pride v naš stik, pride na našo spletno stran, da v bistvu tam naredi naslednji korak. Ali je to nakup, ali se prijavi na novice, skratka, karkoli je, da imamo mi res maksimalno visoko konverzijo. Prijavi, ne vem, rezervira termin za posvet, karkoli pač to je. Se pravi, ta konverzija je torej naslednji zelo pomemben del, ki ga moramo pogledati, ali nam deluje ali ne. Kaj lahko pogledaš, če imaš, ne vem, vsak mesec, ne vem, 10 posvetov, a ne? Pa od teh posvetov ni dobene stranke, potem veš, da je konverzija zelo slaba in potem tudi veš, da je tukaj treba nekaj izboljšati. Ali dati kak drug sistem, ali mogoče kako drugače voditi te posvete in tako naprej. Če torej obiskovalci pridejo na tvojo spletno stran, pa ne kupujejo, potem veš, da je treba optimizirati tvojo spletno stran. Sploh, če so to tvoje idealne stranke, ki pridejo, torej obiskovalci, ne? Da niso pač kar eni, ali pa da jim obljubljamo nekaj, pridejo na spletno stran, dobijo kar nekaj tretjega, ne? Potem seveda konverzija verjetno ne bo visoka. Torej, če pa pridejo tiste idealne stranke in vseeno ne kupijo, naredijo naslednjega koraka in tako naprej, potem pa seveda je tukaj nekaj škripa na naši spletni strani, kar bi bilo dobro urediti, zato da imamo večjo konverzijo. Četrta točka, ki sem se želela dotakniti, pa je vrhunska dostava. Kaj to pomeni? To pomeni, da tudi, da se zgodba v bistvu, ko nekdo nekaj kupi, ne zaključi, ampak da v bistvu tudi tukaj imamo vrhunsko dostavo, da v bistvu navdušimo to našo stranko, ki je zdaj mogoče prvič nekaj kupila, da v bistvu bo ne samo navdušena nad tem, kar je kupila, ampak da bo želela kupiti več in nas priporočati naprej. Okay? S tem v bistvu steče tudi prodaja, torej iste stranke naprej, in če nas priporoča naprej, pridemo spet mi preko priporočil, ki vemo, da so zlata vredna, ne? Spet do novih in novih strank. In peti korak potem, oziroma peta točka v tem procesu je pa to, da v bistvu poskrbimo tudi, da imamo neke sisteme postavljene, da sploh ta stranka, ki enkrat kupi, da ima potem še kaj za kupiti, ne? Da jo peljemo torej po njeni poti naprej in da imamo še kaj za prodati, ker zakaj? Marsikdo bo rekel, ampak a ni to ful tako zavajajoče, da zdaj nekomu hočemo še več prodati? Ne, v bistvu ni, ne? Ker če je neka stranka prišla k nam, lahko pogledaš tudi svoje strani, ne? In če greš nekam nekaj kupe, pa te ful navdušijo, ne? In potem rabiš ti še nekaj in tudi ti lahko isto podjetje ali pa isti ponudnik to naredi, kaj ti je, valjda ti je ful super, zaradi tega, ker ne rabiš iskati nekoga, pa tem že tako zaupaš, imaš dobre izkušnje in tako naprej. Tako da to je v bistvu zelo zmagovalna kombinacija, kjer je fajn, da imamo torej sistem, ne silimo, da ne bo napačno, ne? Ker siliti pomeni, da v bistvu ali pa vsiljevati, da nekomu nekaj vsiljujemo, ponujemo, kar si ne želi, ampak da v bistvu ponudimo ji možnost. In enako tudi s priporočili, da jo spomnimo naprej, da nas priporoča, lahko imamo tudi kakšne priporočilne sisteme in tako naprej. In zdaj, kot vidiš, je lahko to cela slika. Torej, top ponudba je prva točka, potem, da imamo dovolj oči, da pridemo pred to ponudbo do dovolj oči, potem, da te oči oziroma potencialne stranke spremenimo v stranke in da imamo dober sistem, ki jih ta pretvarja, torej in pa potem seveda, da dostavimo nadaljne nakupe in pa priporočila naredimo. In ko imaš ta sistem postavljen, potem v bistvu tvoja mašinca oziroma tvoj posel lahko zelo, zelo lepo tudi teče, tudi če si ti kdaj na dopustu ali pa malo manj prisoten, pa prisotna in tako naprej. Zdaj, če želiš se res še imeti legendarno prodajo, pa seveda ne pozabi rezervirati brezplačne vstopnice, če še je nimaš. Družili se bomo 12 dni, ful bo dobro, tudi če si že kdaj bil ali pa bila na kakšnem takšnem podobnem ali pa enakem dogodku, kot je to, oziroma enakega še ni bilo. Te povabim, da se spet pridruži, zaradi tega, ker smo sem dodala še nekaj vsebine. Vsak dan bodo tudi akcijski koraki oziroma taki mini izzivi, ki nekako čez 12 dni bodo vidni pa tudi rezultati. Tako da vabljen oziroma vabljena, da se nam pridružiš. Družili se bomo 12 dni, začnemo 16. septembra, brezplačno vstopnico pa lahko rezerviraš na mod.si, pošiljnica Zemljevid. Se že veselim in se vidimo. Čau!
Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.